Žive naj vsi narodi, ki hrepenedo čaka dan. Da kodar sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Ni poezije v tem našem življenju na Koroškem, kjer nam izmikajo tla pod nogami. Zato je tudi v naših srcih ni. V teh je samo preplah. Je pljunek zaničevanja, ki smo ga usrkali že z materinim mlekom. Zato ni poezije v naši besedi. Spoštovane dame, spoštovani gospodje. Prav prisrčno vas pozdravljam k slavnostni prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku 2021. Beseda je kulturnemu človeku dragulj, je osrednja misel današnjega spletnega dogodka, ki ga prirejata osrednji organizaciji Slovenska prosvetna zveza in Krščanska kulturna zveza v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljic in pisateljev v Avstriji in Generalnim konzulatom Republike Slovenije v Celovcu. Da si kultura in umetnost vedno utirata svoje poti, izpričuje format, ki se poslužuje družbenih medijev za izvedbo današnje kulturne slovesnosti. Medtem, ko vsi ljudje živimo več ali manj izolirano, deluje splet kot stik z zunanjim svetom, dolgoročno pa vseeno ne more nadomestiti resnične izkušnje v živo, ki živi od interakcije med umetniki in občinstvom. Pomembnost kulture, ki se v nasprotju z zadovoljevanjem fizioloških potreb človeka po hrani, vodi, kisiku, počitku in gibanju, kaže kot izraz višjih intelektualnih, umetniških in ustvarjalnih dosežkov človeške skupnosti, je s stavkom "Brez glasbe bi bilo življenje napaka" nekoč izrazil Friedrich Nietzsche. Po dolgih tednih brezkulturnega življenja naj bo misel posodobljena. Brez kulture je življenje napaka. In izraža upanje, da se dragulja kulture danes in v bodoče zavedamo. Beseda kot dragulj kulturnega človeka ni bila edino, kar je povezovalo Petra Turinja in Janka Mesnarja, katerega ustvarjanje je ob 100. obletnici rojstva in 10. obletnici smrti danes v središču pozornosti. Misli, ki jih je prav za današnjo prireditev zapisal Peter Turini, naj vas pospremijo v kulturni spored. Der Kampf um die Erhaltung der slowenischen Sprache ist gleichzeitig der Kampf um die Erhaltung der menschlichen Differenziertheit. Alles Verschiedene, Unterschiedliche, alles Sperrige, Unordentliche, Menschliche geht in immer absurderen und globaleren Ordnungssystemen auf. Die alles gleichmachende Coca-Cola-Kultur reicht heute bis in jeden Winkel der Erde. Dieser neue Faschismus befehligt keine Panzer und Generäle, sondern Marketingmanager und Supermärkte. Ich habe oft erlebt, wie sie den Janko in irgendeine Ordnung pressen wollten. In die Schulordnung, in die Diskussionsordnung, in die Parteienordnung, in die deutsche Sprachordnung, in die kapitalistische Ordnung. Er saß oder stand unter ihnen, wirkte scheu und verlegen und wich kein Jota von sich ab. Er blieb bei seiner Angst, seiner Verletztheit, seiner Überzeugung, seiner Trauer. Er spielte ihnen nichts vor und gab ihnen nicht nach. Ich liebe ihn wie einen Bruder. Želim vam globoko doživeti
kulturni praznik. Materina, očetova beseda je vsakemu kulturnemu človeku dragulj. Rodil sem se 1 leto, 2 meseca in 3 dni po zgubljenem koroškem plebiscitu. To je moja smola. Rodil pa sem se tudi 1 leto, 2 meseca in 3 dni po zmagovitem koroškem plebiscitu. To pa je smola Avstrije. Kakor vsak ptič, tudi vsak človek nosi vse življenje na sebi pečat gnezda, v katerem se je izlegel. Kolikor je v meni pretirane samozavesti, gre na račun tiste, ki jo je v moji otroški duši oskrunil nadučitelj na Humcu, agent ponemčevalnice Schulverein Südmark, za podiktično sodbo: Windisch je skurno, Deutsch je lepo. Pljunek otroku v usta povzroči duševno travmo za vse življenje. Vse lepo in prav. Ako me je Bog ustvarjal, ne vem, kaj ga je pičilo, da mi je dodelil tolikan ukrivljen nos. Ko sem hodil še v ljudsko šolo in sem se dan na dan pred ogledalo postavljal, me je ta božja nezgoda tako strašno žalostila, da bi bil najraje umrl. Primerjal sem svojo nosuro z lepimi ravnimi nosovi svojih sošolk in sošolcev, pa sem se resnično jezil nad njegovo neskončno brezbrižnostjo, le zakaj in čemu je ravno meni prilepil sredi obraza takšnole špasno murko. Tako sem se torej mnoga leta žalostil in sem nazadnje še ogledalo tako zasovražil,
da bi ga bil najraje razbil. Poskušal sem svoj nos zglihati, pa ni šlo in ni šlo. Po noči sem si ga privezoval z vrvico na čelo in okrog glave, s pobožno željo, da bi se mi polagoma zravnal. Vendar vse kakor scajno po vodo. Nič ni pomagalo. Ali nič na svetu ni večno? Tudi žalost ne. V hudobnem Hitlerjevem času so se nekateri dijaki iz Gorenjskega šolali v Celovcu. Med njimi je bila Lidija z Jezerskega, bistroumna šestošolka. Ker je znala premalo nemško, sem ji rade volje pomagal, pri tem pa sem se vanjo tako zatreskal, da sem jo z očmi kar požiral. Ko so se nekega popoldneva v njeni sobici vsa blažena božala, je Lidija pobožala tudi moj nos in pri tem izgovorila zgodovinsko pomembne besede. Kakšen zanimiv nos imaš, Janko. Tako pogumno ukrivljen, da se tvojemu čelu imenitno prilega. Karkoj sem jo naskrivaj ošinil s pogledom, kaj če se zdaj tudi še ona iz mene norca dela. Pa sem si takoj oddahnil in čutil, kako se mi je odvalila skala od srca. Torej, ni res, da sem zaradi nosu grd. Narobe. Še celo zanimiv, da sem, mi je priznala, deklica Zala. In sem jo poljubil na njene rdeče, srčaste ustne, lepe kosanje. Saj so z njih prišle zame nebeške, odrešilne besede. Lidija se je nasmehnila. To je bil moj prvi poljub, sem izjecljal. Pa lep, je dejala Lidija. Kot nečak Janka Mesnarja in potomc na moji domačiji pri Petru v Dobu, kjer je bil Janko rojen 13. decembra 1921, to je pri Petru v Dobu, bi rad nekaj povedal o njegovi družini. Oče Štefan Mesnar kmet in mama Ivana Mesnar rojena možina. Bilo je 6 otrok. Imel je 3 brate in 2 sestri. Čas, v katerem je živel Janko otroštvo, ni bil enostaven. Na eni strani gospodarska kriza, na drugi pa močen pritisk nemškega nacionalizma na Slovence. To so občutili tedaj že otroci v ljudski šoli. Kaj vse so morali tedaj šolari doživeti, lahko bi rekel pretrpeti, koliko zasramovanja, posmehovanja in mnogokrat pretepanja s strani tedanjega učitelja si danes ne moremo predstavljati. Janka je o tem pozneje veliko pisal v njegovih knjigah. Kljub pomanjkanju in težkem gospodarskem času je bila Ivana Mesnar, torej mama, tista gonilna sila, da so 4 otroci šli na gimnazijo, torej študirati. Moja mama nam je povedala, da je zaradi tega bilo v družini med očetom in mamo zmeraj precej napeto. Tako, kdo pa bo doma delal, če bodo šli vsi študirati. Ja, tako in podobno se je hudoval Štefan. Poleg tega je bilo treba še plačevati internat. Zato je mama Ivana podvzela vse, da je prišparala denar za študente. Jajce, mleko, smetana in puter, to so bili pridelki, katere so morali mlajši otroci še pred šolo
pred poukom v šoli, poleti in po zimi, zgodaj zjutraj nositi v Pliberk. To je bilo dobro uro hoda na eno stran. To si danes ne moremo predstavljati. Posebno, ko danes starši vozijo otroke v šolo, tudi če ima samo 10 minut hoje. Janko je tudi pozneje v Celovcu, Marjanišu in internatu doživel veliko razočaranja in poniževanja zaradi njegove in drugih slovenskih študentov narodnosti. Hitlerjeva vojna je kot v mnogih družinah tudi Petrovo hudo zaznamovala. Janko in 3 brati so bili mobilizirani v Wehrmacht. Tudi brat Štefan, čeprav je bil že posvečen duhovnik. Brat Jozl, ki bi bil naslednik kmetije, saj je bil že absolvent kmetijske šole Grm v tedanji Jugoslaviji, je padel leta 1943 blizu Leningrada. In tako je moja mama bila edina, ki je bila pravzaprav primorana, da je prevzela domačo kmetijo, čeprav bi šla rajši se učiti za šiviljo. No, zdaj bi pa še vam rad nekaj povedal, kako sam je zgodil, ko sem Goteja iskal za Birmo. Njegov brat, Jankonov brat Franc, je bil že moj krstni Gotej, zato pa sem pa mislil, bom pa ujca Jankona prosil za birmanskega Goteja. No pa Birma je bila pa taj v Pliberku in bo nas je čudno veliko Birmancev. Kakor je pa že tak, kjer je bodi je tak, da naš ujc prmaši ni zdržal, je šel pač unta z cerkve, bil je roši zuna, ko pa natre, ki me je predolgo Tavrovo, pa le smo pa že po maši sa postavili tam v riži mojega ujca pa nokjer in v mestu pa šli pa dol zaklenuli cerkev, zato ko je so se bali, da bi ljudi preveko motili, pa že vsi tak stojimo v rižeh, pa škov že začne birmat, tam v riži, jaz sem tam dol ta boj proti šli, je že bil ujca pa od nekjer in mene je že čudno strah, tako vete, po 14 let star, bo 13, kek sem tam bil, vsi so doli, kje pa moš ti Goteja, ja, moj Gotej je bil pa zuna, jaz pa tu nisem mogel unta, Gotej pa višno center kar, no pa je pa že škov čist blizu bil, mene že strah, jaz sem bil že čisto bled, pa kor nam Marte pa res, mene se zdi, da je Aden še bil pred mano, kor nam Marte pa bil Gotej zodi za mano, pa sem ga še boril, kje pa si hodil, jo je rekel, sem pa tak ta pravi cajt prišel, no, pa našli je bo še pa tako vse v redu. Slovenski je torej jezik moje ponižane duše, moje duševne bolečine in mojega upornega duha. Slovenščina je moje pribežališče, moje toplo gnezdo in zavetje. Kljub grozi očitnega in prikritega zatiranja, ki jo pesti na Koroškem. Ali pa, more biti, prav zaradi zatiranja. No je pa djov jomrov te uža. Za Bože deli. A si čul, Luka? Koj, a da nisi čul? Veda, ti ka čut nočeš, kar nočeš čut. Ker se taroj tam tisti študenti to ne uje, na ti že čiste na svoje stron putanili, še ti zakrknjeni. A da res nisi čul? No sem pa djov, te uža, zdaj tam pa do isti. Povejtaj, ko je možda nemorno, če moš kaj povedati, bolj pa tiho bodi pržgan prekelani. Ma je pa koj tak zot v lijeku zarekav, pa ni ejov, no da ga moram pa zdaj poslušati. Ma je pa natr na opak brezen kaputanu, pa zot k ejzel na mi natr, da no je nišar ne bi čul. Je pa rekel, moj duši, da si moral čut, ne naraje saš tak, da je nehti na to bo per cesti po noči gr. Pliberk, zravno na movo, zravno plejbuk. Peštija, če ti ne uješ, kjer ješ, tu je bil. No, pole noje pa je tak v njegov lojz zagvadu, ko je 100 letov zotno tru ejzel, je pa rekel, ma upočoj, ta bom kukar prišel, ma tak tiši, ko pa z vode. Sem pa rekel, te uža. Mene pa čiste po pokoju pustiš o tem rečovjem. Jaz nisem kor kaj molil po noči, jaz sem celo noč ležal, te kada uješ.
Ohka bejdel na uro zaboraš, če mene ne uremeš. No, pole je pa že prišel v njegov lojstu unta zezelna. Že pa kar greda hoče za knaflov, je pa tak trešil to tahnoma. Je pa lopa tiha na ušatlne zašepetval. Najprej Tevžana, pole pa mene. Partizani se movali, partizani! Žandarmi so njega videli, kaj je imel tak anih mitraljezov, pa šnolfajarcu kubješanih. Pa kak pa avto, da je šel tak tiha, taka na borka po vadi, tako pa bi motorja ne imel. Pa uči nič, tako pa bi moče oči sam imel. Jo, ko pa boš? Jaz ga pa ti ne bi primil štokega, mene bi pa ti strah bol. Jo, lejta je pa šel psici urit, da ga ni šarnkol ne bo inč vidu. No, je pa za skecov je umrl Tevža. Jaz pa što ne urejamem. Tito partizanami pa je on kolika da ne bi pustil kaj štokega delat. Što pa je bit ne more, Lojz? Jaz pač koj mislim, da so tisti študenti še ti movari. Tisti, ko skladivom to učeje, da bojo še štuje razbili, koj te še mome svojejci, ali? Živujete kiramenem. Tisti, ki se jih je oni doktor špjegvami v našem tedniku natre, to je od jih distanciral, da štek ne grada visoko kor grnamo ali svoje napisi. No, je pa Lojz Borov. Ko pa se što rojta distanciral. Sem pa jaz lopo razložil, da što se pa jo le reče distanciral, ali rečme, tako pa če bi ti tvoja ta stora namesto ne orengi prote, ko kremen špjeh to ta postavila, bi se pa je ti tudi distanciral, ali bi pa gr ustal od mize, bi jo pa naskokal, ko pa se što rojta, štuk pa je ne gra, ta ni srom, štuk pa je skurna. No, pa sem pa še jaz Tevžana Borov. Jo, na kak form pa tej še ti doktor misli, da bi se grn mrli, no, kak se reče, grna movat napisi. Je pa djov na šta form, da bi se žandarme pri Borova. Sem pa že uveda, koj prav tisti doktor? Borat bi se mrl pri, Borat, pa zdaj ne bi bilo štoke jaze uriti naših žandarmov. No, pa smo pa šli vsi trije na ksevo župa na trv ekstra cimer. Mutti, was hast du jetzt an dem Vati gesagt? Das hast du lacht. Das verstehst du nicht, das war Slowenisch. Was ist denn das? Slowenisch, ha? Jo, mein Muttersprach. Ist die nicht auch für die Kinder? Ich weiß nicht, Vater, das nicht du ihm das erklären. Alleweil ich. Oft einmal komme ich mir vor wie ein Computer, der alle Herrgottzeit nichts Gescheites ausspucken muss. Muss das wirklich sein? Langes Umreden ist nix. Hab ich gerade vorgestern von der Fragerei im Fernseher gehört. Hat der Professor einen Vortrag gehalten, jetzt habe ich den Namen vergessen, hat er gesagt, liebe Mütter und Väter, hat er gesagt, wenn eure Kinder, die noch nicht in die Schule gehen, tun, was fragen, muss ihnen auch jeder Vater eine genaue Antwort geben. Sonst bleiben sie noch deppert und werden verklemmt. So hat er gesagt. Ja, mei, das man schon glauben. Ja gut, was wirklich sein muss. Jetzt hör mal zu, Bub. Die Mutti hat ja schon gesagt, dass das Muttersprache heißt und nicht Kindersprache. Ja? Du schön zuhören und schön lieb sein. Das glaube ich aber nicht, Vati. Du wirst dann mit der Mutti auch Slowenisch reden. Da muss ja auch Vatersprache heißen. Jetzt hast du es, Mutter. Ich werd deppert. Was etwa dein Professor jetzt sagt, wenn er da war. Der macht ein feines Gesicht, wo der Schatzi die ganzen Sprachen zusammenmischt. Ich hab dir schon immer gesagt, red nicht mehr Slowenisch mit mir. Du mal Deutsch reden oder Papen halten, Breklet Huditsch. Kdor po prahu lazi kakor črv, neki dan pod čevljem bo umrl.
Smo se pa štekaj pri šuštarju, ko bosenci pravhali na nedele. Koji sam mi dedi, kaj morala Rozana žalka govat, bi morala pomjerčvat. No, pa sedime tak natrev ta novi dvorani, ki jo moja za igre, pa za koncerte, pa tak narate. Lois, pa Teuža, pa jasno, pa u njegov prekrnkov oče, pa še precanih kvabašonov, ki so še ne izaki svojici tam natre. No, sa pa tak skušam, ko je že vse kaj bo, pa ko je tu še vse kaj bo pri nas na Koroškem. No, se pa kukorlo izpuhvolu. Jedjo. Vete koj, zmirn bolji bo nam svojcem štu na Koroškem, zdaj ko imamo svoja gimnazija. Vsaka leta bomo imeli venč študiranih pa zavednih ljudi pa štek naprej. No. Taj se pa te užal gosuje, pa djov. Moja sestra v Kunoveceh, mo tu froca ne tre v svojej gimnaziji. Sa tak zjazi žijo, prikaj djata še dvama bo je znovu lopa dober dan reč, pa na visi je sem svoje mornove. Zdaj pa, če sa keh mi mama, je pa glih tak dvare, ko pa scena povade, pa jo ne dobim drugim hudja. Če je pa še kira druga zravna, pa koj nemška glavo kupte šita. Zakaj kaj tej mome še te svoje gimnazije, če jih še štu ne naučije, da mrja otroci svoje mornovat? Pa kor misli, da je nemška bolj nobel, vamp ti skurni. Jo, veda, zrosna je pač ti žije, tak da je že od doma grajo, no pa so že lopo gr prinese, tako na vejka, no. Že v kugvada za pubami. Pa je pa šmente sakramentske menasaden kukor preburen, če glih sem je še ujic. Jo. No, pole se je pa še ena gospodija iz Move visi uglasila. Je pa djova. Jo. No, še je tu gre v celovce. Prnuneh mo kvartir. Ma, se je pa tu koj čudne predjeva. Jo. Predaj grta šla, je po ježini izmjemlo pa do upomiva, pa pomijatva. Čoska da je še svijami skidala pa nastvova. Zdaj pa kor kaj venč, ka poje, zgine, tako pa kofra to ta obirca, uska moja tisti preklemani raputec, da tuli pa tovče, hujši ko pa na plibrškem jormaci. Marijana, sem je pa štekaj zlijepem, sem djova. Lizika, čuješ, štek pa je ne mora iti naprej. Mi pa z atejem pa je ne moramo vse sama postorat. A bi ti krona dol ta čez glavo poda, da bi druča marcujami nastvova. Luka, da ti pujem. Uješ, kak mi jih je zotna suva, da se še atej koj tak zarit pošvotali, je djova. Upitav, jak pa že ne gramo enč, dam pa smrdova, ko še ti smrot unnega. Še u vaseh ga mom, pa posode, da uješ. Marijana, ko pa si moramo pomagati, jo? Naš van pa je tu ni venč mod, ga pa je kor naprej unvaj trga. Jo, puba pa nemama kor. Marijana bo pa šla užnga podravi da uta, če sa deklič ne bo druč predjeva. Ali, jo boje mrli noše otroke v svojej gimnaziji, že koj bolj naučet, da se boje na dujem navezali, pa da se ne boje sramoli, če se od burnih pavrških ljudi bolj pa od delavcev, namesto da bi kmetni bili. Jo, kdo pa predevuje kruh, gospodi, če kor delavc pa pavr, ali? Jo, pa še kmetni bi mrli biti, ko povrhe še dva jezika znajo. Nemci pa kojanega. Jo. No, pole, je pa še Lois rekel. Mote, čiste prav, moti. Nišar ne uje, kak boje pavre še marča stili, še ti lidi v še teh mjesteh. Ko bo bar to kakva dvija na svet prišla, tako pa med vojska. Da bo pa še kiri si bodi, rpice poberov, pa gnuj trosu. Bo te že videli.
našega profesorja slovenščine in razrednika na nižji stopnji gimnazije se spominjam z veseljem in spoštovanjem. Zame je bil pedagog posebne vrste iz dveh razlogov. Zaradi njegove neustrašne koreže, da je svoje mnenje povedal in zagovarjal neodvisno od trenutnih okoliščin ter zaradi svoje globoke ljubezni do slovenščine. Vseeno, o čem je predaval, o zgodovini Slovencev, o razvoju slovenskega jezika, o slovnici ali slovenski književnosti, vedno je bila prisotna neverjetna navdušenost za slovenščino. Pouk je ponavadi popestril slovnično, vsebinsko in ne malokdaj tudi politično analizo aktualnih člankov iz slovenskih časopisov in revij. Vneto je pripovedoval o delovanju slovenskih pisateljev in okoliščinah, v katerih so nastajala njihova besedila. Vzpodbujal nas je k branju in k različnim dejavnostim v zvezi s slovenščino. Preko svojih kontaktov je za nas organiziral dopisovanje s šolarji v Sloveniji. Tako smo razvili osebne stike, ki so nas motivirali k rabi slovenščine. Jaz sem si z Mojco iz Maribora dopisovala več desetletij. Pouk pri profesorju Mesnarju je občasno potekal tudi zunaj razreda. Rad nas je popeljal na izlete, ki so bili hkrati poučni in seveda tudi zabavni. Nekaj prav posebnega pa je bil naš kolesarski izlet čez mejo iz avstrijske Koroške v bivšo Jugoslavijo. Obiskali smo Prežihovino, kjer smo se srečali z vdovo Lovra Kuharja in z dijaki Ravenske gimnazije. Profesor Mesnar se je zavedal, da je jezik nekaj posebnega, čim da ga uporabljaš v stiku z drugimi. To je obogatilo njegov pouk. Posredoval nam je odgovornost za lastno rabo slovenščine in preko naših projektov je želel doseči tudi druge dijake. Tako je z nami načrtoval novo dijaško glasilo. O tem sem zapisala sledeče. Četrtek, 8. juni 1978. S profesorjem Mesnarjem smo danes govorili, kako in kaj naj pripravimo za čisto novo razredno glasilo, dijaški glas. In smo si že razdelili, kaj in o čem bo ta ali oni pisal, da bomo imeli res kvalitetno vsebino in bomo tudi drugim dali vzpodbudo. Naš razrednik nam vedno znova pravi, če pišeš, bodi iskren in resničen. Kar si drugi ne bi upali napisati za javnost, to jih bo spodbudilo, da bodo pisali dobre literarne spise. Ja, posredoval nam je odgovornost za lastno rabo slovenščine. In preko tega sem tudi jaz znala razviti en dolgotrajen, poseben in zelo dragocen odnos do naše materinščine, tako da sem se pozneje tudi jaz odločila za učiteljski poklic. Na Dunaju je siva hiša. V tej hiši temna klet. Pod stropom je preozka lina, ne more do neba pogled. Tam, sred kleti, je giljotina. Za kri pod njo odtočni žleb. Tam si je kljukasta zverina tešila volčji z njo pohlep. So rezali človeške glave, kot da so zelnate samo. Starejše, mlajše, moške, ženske so v škaf popadale trdo. 13 slovenskih spod Košute, ker so se vzdignile v upor, ko nas je škorenj k tlom pritiskal, grozil nam narodni umor.
jim nihče ni oči zatisnil, razpela poljubiti dal. Žebrav nihče ni oče naša, ni sveče jim nihče prižgal. Cigani le v sosednji kleti in Židje, Rusi, mlad Hrvat. Od groze vsi so ostrmeli, ko škrtnil meč je 13-krat. Ko jutri dan so te zaklali, so drugi čuli strašni meč. Tako so narode ukovali v verigo, trdo kakor peč. Za mir nevarnost v svetu raste. Meduza dviga spet glavo. Verigo iz te sive hiše s krvjo skaljeno sklenimo. Nacionalizem najhujša je bolezen na svetu. Kdor druge narodnosti ponižuje, se moti, da s tem svojo povišuje. A te kdo pa je babici glavo odrezal? Komu? Naši babici. Kdo ti je pa to povedal? Šoštarjev Mihej. Ja, kdaj? Ja, včeraj, ko smo pri gumnu šlečkali. To je bil Hitler, Zakaj pa jo je odrezal? ker je bil hudoben človek. A je to tudi res, da je ujca Aneja v peči sežgal? Tudi to. Pa veliko Judov tudi? Tudi. Ja. Prav je imel. Ja, kaj prav? Ja, saj so bili Judje še hujši kakor Hitler. Ti je tudi to Mihe povedal? Da? Saj so Jezusa na križ pribili. Kje pa je Mihe to pobral? Ja, v šoli so se učili. Pa ne Anica. To vendar niso bili tisti Judje, ki jih je Hitler sežgal. Tisto križanje je bilo že davno prej. Ali Atej, Jezus je bil Bog Da. in je iz nebes dol na zemljo prišel. Ja, A je res znal čarati? Anica, tega se ne reče čarati, ampak čudeže delati. A je res znal čudeže delati? Ja, seveda. Ja, zakaj pa se ni naredil nevidnega, da ga Judje ne bi našli? Zato, ker je moral svojega boga očeta ubogati. Zakaj? Ker je oče nad sinom. Ja, a ni imel rad svojega sina? Ja, že. Le kako naj ti razložim? Jezus je moral na križu umreti, da ljudje ne bi v peklu trpeli. Kaj pa je v peklu? Škripanje z zobmi. Ja, kaj pa če kateri nima zob, kakor naš dedej? Tega pa ne vem. A je še kaj drugega v peklu? Strahoten ogenj. A vode pa ni. Ne, ni. A je ujc Anej v tem peklu za vsema zgorel? Za vsema. Samo škatlico pepela so poslali. Kje pa je zdaj ta pepel? Pokopali smo ga na Britofu. Ja, a za njega pa Jezus ni na križu umrl? Zakaj je moral ujc Anej v tem peklu zgoreti? Tega ti še zdaj ne moreš razumeti.
Zakaj ne? Ja, to pa gospoda kateheta vprašaj. Dobro. Atej, Jezus je bil takrat že mrtev, ko je ujc Anej v peklu zgorel. Jezus vendar ni mrtev. On je v nebesih. Ampak Hitler je že mrtev. Ta pa še mnogo manj. Kje pa živi? Ja. Zdaj tu, zdaj tam po svetu. A pri nas na Koroškem tudi? Tukaj še najrajši. Kdaj bo pa umrl? Na Šentnikolovo popoldne. Kdaj praviš? Takrat, ko ga bodo vsi otroci tako mrzeli, kakor ti. Spominjam se Janka Mesnerja najprej kot svojega učitelja slovenščine na slovenski gimnaziji. Imeli smo ga v slovenščini, v spodnjih razrednih tudi v nemščini. Bil je naš razrednik in spominjam se, da je bil jezikovni skrajnež. Sam je o sebi govoril, da je treba biti radikalen, ker če si radikalen, si takoj kot pri koreninah. In kako se je zavzel za pristnost izražanja, za pristnost jezika, pomenov, kako je razkrinkal, če je kdo uporabljal fraze in kot tak, tudi kot pisatelj je razkrinkal fraze političnih predstavnikov in je bil v najboljšem smislu tudi v tradiciji recimo nekega Karla Krausa. On je bil jezikovni moralist in tudi družbeno-politični moralist. To svojo moralo, ljubezen do slovenščine, pa tudi do nemščine, je do skrajnega izoblikoval. In kar je treba tudi še poudariti, je, da je sodobno literarno ustvarjanje koroških Slovencev nekako približal tudi družbeni realnosti. Tako tradicionalistično, kakor tudi tiste struje, ki so se zavzele bolj za, kako bi rekel, estetsko vzvišeno izražanje. On je stal nekako vmes, ampak recimo, da so se lotili avtorji teh družbeno-političnih tem, seveda v 70-ih letih prejšnjega stoletja je bilo to tesno povezano tudi s solidarnostnim gibanjem. To je v primarni vrsti tudi njegova zasluga. Na mladino je imel velik vpliv, tako kot pedagog, kakor tudi kot mentor, literarni mentor, in lahko rečemo, da je bil neke vrste buditelj tudi v tem smislu. In kar bi na koncu še poudaril, vsako srečanje z njim je bilo, kako bi rekel, sočno, nikoli ni bilo dolgočasno, preden da se je razpaslo dolgočasje, smo se rajš skregali o tej ali oni zadevi in zato ga imam zelo, kako bi rekel, zelo pestrem in srčnem in sočnem spominu.
Kdor bi rad visoko, leze zmeraj niže in sovražniku kaj kmalu pete liže. Za ugodje orden tamu da s pečatom, da mu, sinu pasjemu, binglja pod vratom. A potem, ko se lakaja naveliča, brcne ga, kar prav za takega je tiča. Na Komeljno 28. februarja 1907 rat. So. Sem pa štekaj djel som pri sebe, sem djel. Bom pač taj naše študente to ne ujene še borov, kak je taj še te rečov je krščanstvo pa komunizem. Ko pa nasa nega šta naš tednik za vsema strepo, ne bar pravijo, ljubi svojci, komunistov jokor volt, je naša krščanska ujest na poti, ne bo zveličoja. No, ko so pa volitve dol, je pa gmejten tak, da se svojci vseeno rojši, komuniste voli, ko pa cedle smo školi, pa pravijo, kak že pravijo, da se komunistični glasi za del kvoštra do udoni, za protest, ki ga Mohorjeva ni smela dobiti pa štek naprej. Jaz se pa čitam zeličujem, že korgant ne zastopam. Veda, prečasi je bilo vejko uži, ko smo Slovenci pri Dravci doma, Anna Vera imeli pa Anna Stronka, što je pa krščanska boja. So nam pa gospod dovta s koncel na lopo povedali, kak pa ko je politika, je boja pa dvara. Jo, veda, teda je bil pa tu še an čistan drugi bundeskancler, an proštbol, an prelatbol, ko je bil. Sepel se moroj tam retali. Jo. No, naši ljudi sa pač res ne spoznajo venč. Zato pa še vi razvošte ne tre ukvadiva, a sa taj že smije za vsema za komuniste volt bolj zaradi zveličoja deli, koj tak ne mov. Jaz se pač koj vsakobart volam, no. Čeprav sa mi reka ne mov trase, ko tisti firar prekrižam. Na bombo iz tega sem tu pri firare križ na radu. Veda, tega vam uvijena ni trebi komu pravt. Rojši tiho dejte. Bo še tisti španski patr, kaj ču korotana. A je še kaj pri zdravju? Nikoj lopa ga ubogate, pa na rožen krenc ne pozobte. Boh bo že dal. No, svetniki bojo pa požrli. Pa še nekaj sem mora svatu borat. Dole v Južnej Ameriki sem v onih nemških cejtngih bral, tam pa jo Ani Caponi pa fojmeštri korži z devavcami zravno marširajo, če glih so sami komunisti. Jo, a je što pravštek bolj kor? Naš gospod pač pravi, da je što narobe. No, pole sem pa še enega mladega Capona borov, ki je zdaj na novo v našo foro prišel. Šta je pa rekel? Veda prav djevajo. Na šitem svetu mota ubo prav. Kristjan pa komunist. Če je takoj resen, a najbolj pa on ne. Jezus je pa je koj taburnami lidami pomogel. Marksa je pa tukaj za hlopca pa devavca potagval. Jezus je pa je tistami tam, kak se reče, ontovcami vsa mize zmetov, pa gnoru glavo je zmetov, zato ker so taburne lidi uderoli, no. Je pa rekel, še ti Capon, što sam reštek zastopat. Če bi lidi vsa cajte koji krščansko živeli, pa je komunizma še trebi ne bi bilo. Štek se je pa mrl aden za taburne ljudstvo putant. Je pa djel Capon pole. Jaz pač koj štek pravim. Vsa kardinale, generale pa kapitale na ta desna stran, zato ker gliha v kup štriha, vsa ta druje Capone pa zdjevane farone pa vsa ta druje burne vone pa na ta levo stran, ker sa tu rimajo. Jo, je pole pa sa mi čudno zdevo, pa sem ga borov. A da vi tu štek mislite, če glih ste Capon, pa mote vsa žegne pri sebe.
No, se je pa nasmejal, je pa djel. A veš, Luka, kjeri bodi človek, pač pozobi, da ne bo večno živel. Pa koj tisti gnortek čudne boše, pa boža. Kaj je, koj krstnih listov na še tem sveta. Pa štek malo krščanstva. No, sem pa še jaz djel, mote čiste prav. Je pa je ta dračeh partijskih bukelc. Tu že kar vejke na še tem sveta. Za socializem, pa za komunizem, sa pa kako reče, tako pa za eda. Ker pač koj čudna roda, fala. Zato pa jaz mislim, da se boje mrli koj ta pravi kristijoni, pa ta pravi komunisti v kup dejat, če bomo otli, da se bo še ti sveče kar napredev. Ja, jaz pa živenč bor ti pomislim. Koj pa vstone v človeka, ko ga mar črvi požerejo, koj. Ja, kor kajko pa kok lep spomin. Če že ni bil kok smešen zac, bolj pa burn, taka na trda peč, da bi še drek podriti snedu Marijana, da lahko pa le še otroke srom. Boh nas uborvaj. No, pa še vi povejte, študenti, a imam prav bolj kor. Pa Pavleja pozdravljam, pa srečna, pa na drugi bar doč. Jo. So ideje Nazarenca in Marksa krive, če jih roke sleparjev umažejo. Vas lepo pozdravljam, zdi se mi zelo lepo in prav, da ste se odločili kulturni praznik posvetiti Janku Mestnerju, ki je nedvomno neka izjemna pisateljska osebnost tu med Slovenci na Koroškem in seveda v celem slovenskem kulturnem svetu. Jaz sem sodeloval z njim in imel kar dosti kontaktov 4-5 let, v letih od recimo 80 do 86, ko sem bil najprej predsednik Mariborskega društva slovenskih pisateljev. Janko je pa bil predsednik slovenskih pisateljev na avstrijskem Koroškem. In ker sem mislil, da se ne bi informirali, pa redko smo se srečali po pošti, sem ga vedno vabil na vse sestanke. Zlasti je prihajal v Maribor na nekaj sestankov. Ni trajalo dolgo, sva že bila v nekem konfliktu, celo, da ne rečem, večjem. On je, ga seveda še nisem poznal, se je jezil na kakšne svoje koroške kolege, imenoval nekatera imena, s katerimi se ne da, ki hlapčujejo Avstrijcem in ne vem kaj. Jaz sem pa takrat precej tesno prijateljeval vsaj s tremi, z Andrejem Kokotom, Valentinom Polanškom, pa tudi Anito Hudl, ki je bila sicer skarnika, vendar poročena v vaše kraje. In sem mu rekel, ne, da ga ne bom poslušal, da sem predsednik vseh pisateljev, kakor njemu na nek način tudi ti kolegi, ki sem jih prej imenoval, Kokot in pa Polanšek, so bili člani Društva slovenskih pisateljev tudi logično v Sloveniji in me je jezilo, da je tako govoril. Potem se seveda še bolj razburil na slovensko državo, kjer je mogoče malo imel prav, pa na slovenski komunizem, rekoč, da mu je slabo, ko bere izjave slovenskih politikov o dobrososedskih odnosih z Avstrijo, naj samo pomislimo, kaj delajo z njimi in da to na nek način ne drži. Bil je strasten zagovornik komunizma, čeprav je seveda takoj dodal, da ve, v kaj se je spremenil, v kaj negativnega tudi v naši državi, Jugoslaviji, da pa seveda ideja ni kriva, če jo ideologija pomaže. Tako je bilo potrebno imeti kar neke tolerance do Janka. Čeprav, ko je prišel prihodnič na sestanek, je bilo, kot da nisva nič se zadnjikrat ali sporekla ali karkoli. Je bil prijazen, bil z njim, seveda 3 minute, potem je pa že zopet vse izbruhnilo. Ko zdaj o njem berem, moram reči, da marsikje točno to berem, da je bil pač tak, potem pa nisva dosti sodelovala.
Imel sem seveda o njem tudi nekaj zelo pozitivnih referenc. Poznal sem 3-4 ljudi, ki jim je bil profesor še v Ravenski gimnaziji. Ti so vsi govorili o njem kot neke vrste čudežnem profesorju. Nekaj mesecev pred smrtjo so se ti najni kontakti na nek način ustavili. Ko zdaj mislim na njegov literarni delež, nedvomno vreden omembe v slovenskem slovstvu, pa se mi tako včasih zazdi, kot da je jezljivi, samotni Don Kihotke, kot osamljeni kavboj jaha po naši deželi. Ampak Slovencem bi zmeraj bil potreben pravzaprav Janko Mestner, pa če bi mu dali prav ali ne. Nekega jutra me zbuja neznansko bobnenje, čeprav sem legel s čepom Oropax v obeh ušesih. Le kaj je to? Moja rahla jutranja zavest ni kosa razrešiti tega vprašanja. Le odkot prihaja ta ropot? Od česa? Napenjam možgane, da bi se spomnil, če nisem kam odpotoval. Ne, doma sem. Spim v svoji posteli v prvem nadstropju stanovanjskega bloka. Bobnenje pa prihaja naravnost skozi zaprto okno, kakor da ležim v pritličju. Že potresava zidove moje spalnice. Šipe v oknu žvenketajo, postelja se premika, knjige padajo druga za drugo s police. Komaj v naglici smuknem v hlače, ko žaluzije strahotno zaškripljajo, se skrotovičijo in raztreščijo. Okenske šipe se razletijo na 1000 koščkov, v obraz pa mi buhne silo viharja vroč dušljiv plin, dim in smrad. S težavo odprem oči, da bi videl, kaj je to. A glej, oči mi potrdijo, kar je pravkar ugotovil moj voh. Naravnost v okno moje spalnice gleda pločevinasta ropotava črna luknja, avtomobilska izpušna cev in silovito prdi in vroče smrdi. Kako je mogoče, pomislim zdaj že čisto buden, da stoji avto pred mojim oknom? Vroči plini so naredili iz spalnice dimnico. Dušijo me. Butnem proti vratom pa ven na stopnišče. Pozvonim pri sosedovih na desni, nič. Pozvonim pri sosedovih na levi, nič. Samo izpušne cevi šklepedrajo vame, kakor havbice, tudi iz okna na stopnišču. Zdrvim po stopnicah navzdolju pritličje, nič. Dalje v 3, nič. Zavlečem se še v 4, tudi tukaj mi živ krst ne odpre duri. Le kje so vsi ti stanovalci, moji sosedje? Tiha groza se me polašča. Povlečem se še nekaj stopnic više. Tu je podstrešje. Odsunem vrata, osupnem. Ostrešje z opeko vred sesuto in zravnano. Nikjer jutranje luči, nikjer zraka. Samo gosta črna megla, smrdeča in pekoča. Zamajem se in klecnem. Končno se mi iz megle izlušči za nekaj hipov človeška postava. Prometni policaj z belo kapo in belimi rokavicami. Po znamenjih, ki mi jih daje za roko, sklepam, da me vabi k sebi. Skočim v pekoče saje, vendar me noge ne ubogajo. Bolj ko se komolcam in kopljem skozi dim, manj napredujem.
Skoraj da nezavesten se mu zrušim v naročje. Vzdigne me kakor otroka. Drži me v eni roki visoko v zrak, tako da lažje lovim sapo, z drugo pa usmerja avtomobilski promet okrog naju. Avti se ne premikajo po cestah, ker teh nikjer ni. Pač pa se plazijo in kobacajo drug po drugem, kakor pojavi pajki iz pločevine. Nikjer ni videti več nobene hiše z okni in vrati, nobenega drevesa, nobenega neba. Promet se je policaju zamašil. Potrebuje spet obe roki. Brž me vtakne v enega izmed bližnjih avtov, ki je videti prazen. Stisne me v grlu. Dušim se od plinov. Na čelo mi stopijo smrtne srage. Ne morem se več ganiti. Tisti trenutek zahrešči streha nad menoj. Znamenje, da se je nanjo skobacal že drug avto. Pogledam na levo, pogledam na desno. Iz obeh sosednjih avtov strmijo bledi podolgovati obrazi. Oči široko razprte. Očitno jih je groza. Zdaj zahrska streha nad menoj še huje in mi pritisne na glavo. Tudi potniki v sosednjih avtih so čedalje bolj potlačeni. To opažam na njihovih glavah, ki niso več ovalne, ampak sploščene, povaljane. Dajejo mi nekakšna znamenja, ne razumem njihovih gibov. S plini pa prihaja nad me še dodaten smrad, ki ga prej nisem vohal. Napenjam oči, odkot bi mogel priti. In glej, z izpušnih cevi avta nad menoj se cedita seč in blato. Človeška kloaka. Neizmeren gnus se mi naceja v prsi. Želodec se mi obrača. Vsega me prevzema bivanska žalost ob misli, zakaj vendar nisem podgana. Našel bi izhod iz te smrdeče jeklene kletke. Zdaj se od pritiska nad menoj razkrečijo stene avta. Streha se z gromotnim truščem usloči in pritisne mojo glavo v prsni koš. Občutim, da sem potlačen kakor testo za hleb kruha. Ne utegnem rešiti uganke, ali vidim zdaj ploščate avte zato, ker so potlačeni, ali zato, ker imam ploščate oči. Zdaj tudi jaz. Moje komprimirane možgane prešine zadnje spoznanje. Zato mi torej v stanovanjskem bloku prejle, ko sem povsod zvonil, ni odprla živa duša. Stanovalci so se že davno vsi preselili, vsak v svoj avto. Le jaz sem še spal. Po tem odrešilnem preblisku me prevzame blaga omotica. Z avtom prideš daleč v tuje kraje, s knjigo pa še dlje, brez težav, hitreje in ceneje in s poroštvom, da se s potovanja vrneš zdrav. Jaz veta spolk sloveniš singen, sloveniš. Naš maček je ljubco imel, korak njegov bil je vesel, noč vsako pri njej je prespal, pa muci, ki mira ni dal. Namigal je muckov deset, okrožki prelepi ta svet, se niso vsi vrgli po njem. Zakaj to takoj vam povem? Je muci kar strastna bila, je šoce imela kar dva.
ob mačku še mucija mija, ki tudi je kdaj pri njej spal. Še enkrat. Naš maček je iz nori, ti mucik, ti. Sem taka bila in še bom, boš videl, bom spala še s kom. Prav si je ljubiti tako, svobodna ljubezen je to. Če tebi pa žalost stori, obesi se v vrti.